Pozdravljeni. Sva zakonca Čepin, Boštjan in Polona in to je najina stotinka. Ja, in kako izgleda najina vsakodnevna stotinka? Zelo različno seveda. V tem korona času bi lahko prav po šolsko vsak dan, vsako jutro prebrala to Božjo besedo in zmolila, ne? Pa žena, ti to zelo redno? Ja, no, se trudim, čeprav priznam, da mi večkrat tudi ne uspe. Ja, jaz pa tudi, ampak večkrat tudi malo drugače oziroma največkrat kar skozi delo spoznavam podobo Boga. Pa naj se to sliši smešno, ampak dejansko med tem delom, med skobljanjem v delavnici, na terenu, v vinogradu, na travniku, med čebelami, pri opazovanju oziroma pri vzgoji otrok, vsepovsod, če le vidim, se mi kaže podoba Boga. Če dovolim, ne, da mi dejansko v znoju obraza se pokaže ta veličina, ne, slišim Jezusa, ki me nagovarja, ki me opozarja, ki mi govori, naj pazim med delom, pazi na ono, pazi na to, pazi na poškodbo, ne podleži nekim skušnjavam, potrudi se, ne delaj samo za denar, delaj s srcem, pomagaj, ne, sočloveku, doma, sosedu, znancu, ne. In dejansko je pa zanimivo, ne, da se lahko tudi, oziroma se zgodi, da pa včasih tega sploh ne vidim, nič. Kot da bi pozabil na Boga. In se mučim sam, čisto sam, z delom, z odnosom do žene, oziroma otrok, okolice. In potem dejansko lahko včasih egoistično ugotavljam, da mi rata, da mi uspe, ampak potem spet, ko se zavem nazaj, dejansko vidim, da me Bog ima tudi takrat rad, ne. Ampak srce je pa takrat v tistem delu prazno. Ni pravega zadovoljstva in ker tega ni, po človeško hočem še vedno več. Še več dela, še več narediti v dnevu, še več hočem izzivov, še več hočem žene, ne, več prijateljev. In zmanjkuje potem časa, veselja dejansko do dela, ne. In potem posledično tudi dejansko potem odnos do žene ni pravi, dejansko ta najin odnos potem trpi. In se spet zavem, ne, v neki molitvi, v neki preizkušnji, pokličem Jezusa, da uredi to napeljavo, ne, rečem napeljavo, privije nazaj to odvito varovalko, ki je hudič odvil, in meni potem zopet zasveti lučka, ne. Taka lučka zasveti, ki je sicer občutljiva, ne, te vsakdanje preizkušnje, in potem spet sveti, pa spet mi ugasne, pa spet sveti, pa ne sveti. In ko sveti, ne, dejansko ta luč sveti iz mene oziroma v meni in dejansko oddaja oziroma naju obdaja z neko tako toplino, ne, rekel tako posebno toplino, ne. In ta toplina je zanimiva, da ima dejansko nekako tako akumulacijsko sposobnost, kot krušna peč, ne. Krušni peči tudi, ko ogenj ugasne, ta krušna peč še oddaja to toplino nekaj dni, ne. Tako pa tudi pri nama, če se tudi kaj zalomi, še vedno dejansko ta akumulacijska toplota nama pomaga nekako preživeti hladno noč, ne. Ampak ko pa to toploto porabiš, potem je pa mrzlo, ne. Potem je pa potrebno še bolj ponovno, še bolj zakuriti in to hitro, s suhimi, finimi suhimi drvami, ne. Ne čakati na jutri, ker je že lahko prepozno, ne. No, in ravno tukaj, ne, ugotavljava, da nama pomaga diš. Diš, ki nama daje ta suha drva. Na seminarjih, v zakonski skupini, na vseh teh srečanjih lahko rečemo, da zakurimo ogenj, ki razžari najino krušno peč, najin zakon, najin medsebojni odnos, odnos do otrok in drugih ljudi in konec koncev tudi odnos do Boga. In ta toplota je tako topla in traja. Pa še za domov dobiva nekaj teh suhih drv, da jih lahko nalagava na žerjavico. Če oziroma ko pridejo spet kakšne temne in mrzle noči.